Široka paleta aktivnosti je potrebnih za nemoten potek nogometnih tekmovanj. V ospredju so seveda tiste, ki so najbolj na očeh in neposredno vezane na tekmovalne vidike. V ozadju pa so številne administrativno-organizacijske zahteve, ki so prav tako pomembne za nemoteno delovanje tekmovalnega sistema. O vsem tem je tekla beseda na licenčnem seminarju za klube prve lige. Slovenija na tem področju v bistvu tudi nek pionir, ker je uveljavila licenciranje za ne samo UEFA tekmovanja, ampak tudi za domače tekmovanja, za prvo, drugo in tretjo slovensko nogometno ligo, seveda z različnimi kriteriji in na ta način v bistvu pokazala, na kakšen način se licenciranje lahko izkoristi za zagotovitev v bistvu nekega trajnostnega razvoja v bodoče. Aleš Zavrl na UEFA deluje 5. leto. V širšo vseevropsko sliko je nadgradil tovrstne izkušnje iz obdobja, ko je vodil licenčni oddelek Nogometne zveze Slovenije. Po spoznavanju s problematiko na lokalni ravni ima sedaj vpogled v značilnosti in posebnosti vseh članic Evropske nogometne družine. UEFA sistem za licenciranje je uveljavljen v vseh 55 članicah. UEFA pravilnik in predpisi definirajo minimalne standarde, številne države pa seveda ta pravila tudi nadgradijo glede na lastne situacije oziroma lastne potrebe. Moramo seveda razumeti naš nivo tekmovanja, ampak na koncu se vse da implementirati, se uskladimo z UEFA, seveda si pomahamo z njihovimi vsemi pravilniki. Slušatelji so se seznanili z novimi pravili finančne vzdržnosti. Posamezni predavatelji so podrobneje predstavili še ostale kriterije za vsakoletno pridobitev tekmovalne licence, med katerimi sta nekako najbolj na očeh infrastrukturni in finančni. Seminarji ponudijo aktualne tovrstne informacije. So koristni z več vidikov. Prvo, dobimo neke potrebne informacije, znanja, drugi vidik je pa tudi druženje, ker si lahko izmenjamo mnenje med predstavniki klubov, ki se ukvarjajo s posameznim področjem, v tem primeru z licenčnim področjem, postavimo kakšno vprašanje odgovornim. Licenčni oddelek je v osnovi svetovalni, a obenem tudi restriktivni organ, oziroma kot slikovito pojasnjuje vodja tekmovalno-licenčnega sektorja. Do 31.3. vi sprašujete, po 31.3. pa mi sprašujemo. Malo heca, ampak drugače pa klubi za vsa področja zastavljajo vprašanja, vedno se najde kakršnokoli vprašanje. Predvsem, ko se neke nove stvari implementirajo, vedno so na voljo za pomoč, za nasvete. Normalno pa je, da nam ne morejo licence podeliti, če niso stvari urejene. In ne samo odgovori na vprašanja, pomembna je tudi izmenjava izkušenj med klubi. Vsekakor tudi ta vidik socializacije in izmenjava mnenja je pomemben, ne samo predavanje. Zadrege in rešitve, ki jih iščejo vsi. Pred licenčnim oddelkom iz tega zornega kota ni majhnih in velikih, razlike so dovoljene šele na igrišču. Letos pa, če lahko rečem, bomo pa verjetno imeli največ vprašanj strani novih kriterijev. To so kriteriji nogometne družbene odgovornosti. To gre za nov sklop, ki ga zahteva tudi UEFA. So pa to seveda pravila, ki so uveljavljena direktno strani UEFA in so tem pravilom podvrženi vsi klubi, ki se uvrstijo vsako leto v UEFA tekmovanja. Se pravi tudi vsi slovenski klubi, ki so s tem podvrženi dodatnim finančnim pravilom in nadzoru. Nastop v Evropi je nenazadnje tudi pomembna naložba v izpolnjevanje pogojev za prihodnja licenciranja.